Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Gost nocojšnje oddaje Vroči stol je eden najvplivnejših politikov, ki ni zaznamoval samo leta 2014, ampak je praktično na sceni tako rekoč že več kot 3 desetletja. Predsednik opozicijske SDS Janez Janša, dobro večer. Dobro večer. Kot je znano, vas je Ustavno sodišče decembra izpustilo na prostost in v nadaljnjem postopku ima možnost, da vam lahko odpravi ali razveljavi odločbo Vrhovnega sodišča. Poleg sodne ste vodili tudi bitko za vrnitev poslanskega mandata, čas v zaporu pa ste očitno dobro izkoristili. Pred dnevi smo vas poznali kot odličnega romanopisca v vašem prvem romanu Noriško kraljestvo. Nisem literarni kritik, pa vendar bi rekel, da imate izjemen smisel za podajanje zgodbe in predvsem čustev ljudi. Tako, rekel bi, da ste romantik po duši, če po tem prvem romanu. No, hvala lepa. Vsekakor pa je to roman, ki je nastal v veliki meri kot posledica pač iskanja nekega izhoda iz tega blata, ki pač ga meče na človeka. Tako da zasnova je nastala na tistih sojenjih, mislim, da je bilo skoraj 50 obravnav. Bilo zelo težko gledati neko zlobno sodnico tam spredaj in živeti v realnosti te pokvarjenosti in se pa človek v miselnem svetu umakne drugam. In takrat je nastal osnutek. Tematika me je zanimala že prej, študiral sem jo tam od leta 2009. V zaporu sem se lotil potem pisanja. Sem pa imel težavo, ker sem v 5 letih nabral veliko literature, več kot 200 knjig, večina v fizični obliki in teh pač nisem mogel imeti na razpolago na puščavi, kar mi je povzročilo določene težave, ker sem imel stvari podčrtane, izpisane in tako naprej. Moral sem tisto, kar je bilo dostopno elektronsko, preverjati še enkrat. Nekaj pa pač nisem mogel in pač nekaj, kar je na nek način že zgrajeno, bo zaradi tega doživelo luč sveta v drugem delu oziroma v nadaljevanju. To se pravi, pripravljate nov roman, v bistvu nadaljevanje tega? Ne, gre za serijo, ker moj cilj je opisati teh 200 let zgodovine na naših tleh in bližnji in širši okolici, s katero se doslej pravzaprav ni nihče dovolj resno ukvarjal, z izjemo parih arheologov. Gre za čas od nastanka Noriškega kraljestva, tam 2200 let pred Kristusom do konca Noriškega kraljestva na začetku nove dobe. To se pravi, gre za 200 let časa in ena knjiga je zato premalo. In virov je malo, verjetno, iz tega časa, tako da... No, virov o širšem dogajanju je relativno veliko, o širšem dogajanju v Sredozemlju in o tem, kar je takrat predstavljala Rimska republika in kasneje Rimski imperij, je kar nekaj. Pravzaprav je za tisti čas, za vsako leto pa za vsak mesec, pa za določeno obdobje, za vsak dan zapisano, kaj se je v Rimu dogajalo. In to, kar se je dogajalo v Rimu, je več ali manj odsevalo tudi marsikatera dogajanja v okolici. Dočin za sam ta prostor Noriškega kraljestva, to je mogoče za lažjo predstavo gledalcem, več ali manj ozemlje, ki ga je kasneje zajemal Avstro-Ogrski imperij oziroma cesarstvo. In za to ozemlje je pa relativno malo. Direktno za dogajanja prav na tem ozemlju, neposredno, se pravi, da bi nekaj ostalo zapisano od tistih, ki so takrat živeli tukaj, ustvarjali življenje, zgodovino. Tega pa je zelo malo, se pravi, gre za posredne vire, pa še nekateri so vsi nasprotujoči in je pač treba to precej preverjati. Je pa veliko arheoloških odkritij, recimo noriških kovancev je na 10 000 bilo najdenih, potem posodja, orožja, ostankov naselbin, celo Noreja, oziroma glavno mesto, kraj, ker je bilo najprej glavno mesto Noriškega kraljestva na Štalenski gori oziroma pod Magdalensbergom.
na Koroškem, avstrijskem Koroškem danes izkopavajo, je precej že odkrito, tudi nekatera drugi centri. Veliko se ve o običajih, mnogi so podobni temu, kar še vedno ponekod v Sloveniji poznamo oziroma poznajo. Skratka, teh virov ni tako malo, so pa zelo razpršeni. Zdaj, seveda bi bilo zanimivo iti v podrobnosti tega romana, zgodovinskega, izredno zanimivega, ampak vendarle zaključili smo leto 2014. Kakšne so vaše pričakovanja od 2015, mogoče kar se tiče države, kar se tiče vlade predvsem in politike? No, predvsem upam, da bo leto, ki se je začelo boljše od tistega, ki se je ravno kar končalo. Mislim, da so vsi realni pogoji za to in treba je to delati na tem. Slabše je pravzaprav težko. Zdaj, v enem od intervjujev ste rekli, da Cerarjeva vlada ne bo zdržala in da bodo verjetno potrebne predčasne volitve. Po vaši oceni vlada ni sposobna izpeljati resnih reform v zvezi z državno porabo, zato tudi ni mogoče pričakovati nekega konkretnega razvojnega projekta. Na kateri točki mislite, da bi lahko prišlo do tega loma, v bistvu političnega letos? Ali je to nizka podpora vladi ali je to privatizacija? Zdaj, konkretno bo to najbrž privatizacija. Zdaj, ko je naša prva vlada v letu 2008 želela izpeljati drugi del privatizacije. Ravno Telekom, recimo, je bil že takrat na mednarodnem javnem razpisu. Smo imeli 4 resne ponudnike. Delnica je bila preko 400 evrov vredna, ampak v trenutku, ko bi se bilo treba odločiti, ko bi morala vlada sprejeti odločitev glede izbire, so se 2 stranki koalicije, Slovenska ljudska stranka in Desus, premislili, čeprav je bila prej zaveza v koalicijski pogodbi in nismo imeli več večine za to, da bi ustrezno odločitev speljali čez vlado in kasneje soglasje čez parlament. In je razpis pravzaprav pade v vodo. Danes je delnica 5-krat manj vredna in lahko bo čez 2 leti vredna še bistveno manj. Tako da tudi leta 2013, začetku leta, ko smo s pomočjo razumnih odločitev tudi Ustavnega sodišča obranili nekatere zakone, ki smo jih prej z veliko težavo sprejeli v parlamentu, tudi v zelo šibki koaliciji. In ko je bilo jasno, da je naslednja faza pač tudi privatizacija, so rušili našo drugo vlado. In zdaj je tale peticija, ki jo Mencinger in ostali dvorni ekonomisti podpisujejo proti privatizaciji, pravzaprav omenjeno samo podjetje, to je Telekom. Spet je Telekom tista glavna točka, ja, očitno. Res je, da se velik del medijskega monopola financira iz denarja Telekoma, očitno pa želi oblast ali pa zaledje oblasti, še vedno sedaj tudi na kablih oziroma na infrastrukturi, preko katere prisluškuje velikemu delu Slovenije. Zdaj, gibanje Državljani proti razprodaji, sinoči je bila okrogla miza v Cankarjevem domu, so dali ultimat Cerarju, naj razglasi spremembo vladne politike in prepreči prodajo Telekoma, sicer bodo tedensko demonstracije pred vlado do predčasnih volitev. To je povedal nekdanji poslanec in ajdovški župan Marjan Poljšak. Zdaj, omenili ste to peticijo Preprečite razprodajo, ki je pravzaprav peticija gospoda Mencingerja in Mladine. Gospod Mencinger je sinoči oziroma že večkrat povedal, da pač po njegovem privatizacija ga spominja na denacionalizacijo iz leta 1948, gre za nekaj ideološkega in da v tem trenutku ne obstajajo ekonomska nuja za privatizacijo. Kaj pravite na te njegove teze? Najprej bi morali gospoda Mencingerja, jaz predlagam, da ga povabite in to tudi naredite, vprašati,
ali je bila ekonomska nuja privatizirati Ekonomski inštitut pravne fakultete oziroma bivši Bajtov inštitut, ki ga je on privatiziral na zelo čuden način. Mislim, da ni imel nobenega upravičenja do tega, pa mislim, da so bili še trije, gospod Štiblar, Križanič in še, mislim, da še eden. Vsi so zdaj podpisniki te peticije. Se pravi, ko je šlo za njihove lastne žepe, so zelo pohiteli za privatizacijo. Ko gre pa za to, da se ohranijo delovna mesta, ker zdaj privatizaciji se lahko reče tudi pridobitev svežega kapitala, tuja vlaganja s tem denarjem, ki bi ga država oziroma davkoplačevalci dobili s to prodajo. Se da financirati druge programe, infrastrukturne projekte. Je to realen denar, na podlagi katerega se da ustvariti tudi realna delovna mesta v gospodarstvu. S tem, ko se pa in tisti, ki pa delajo v Telekomu, če bi ga prodali oziroma privatizirati, bodo pa tam še vedno delali. Se pravi, tuji lastnik bo kvečemu manj izčrpal to podjetje, manj financiral režimske medije in tako naprej. In bo več denarja ostalo za razvoj. In bo tudi v tej branži lahko nastalo več novih delovnih mest. Se pravi, to je peticija, ki je usmerjena proti brezposelnim, to je peticija, ki je usmerjena zoper tistega, ki ga imajo vedno na jeziku, se pravi zoper ljudi, ki živijo od lastnega dela. Zdaj, zanimivo, ne? Mislim, večina, omenili ste nekaj podpisnikov te, ampak večina vendarle prihaja teh ljudi, ki so bili sinoči na tej okrogli mizi, oziroma ki so se eksponirali, je vendarle iz Foruma 21. Ne, v bistvu. Iz Foruma 21, tisti, ki pa imajo doktorat iz ekonomije in so podpisniki, in mislim, da jih je okoli 10, so pa tudi glavni vladni ekonomisti. Ne, se pravi, glavni ekonomisti te vlade, ljudje, ki jih namerava, kot je slišati finančni minister in tudi predsednik vlade, predlagati v fiskalni svet, ki ne bi se zdaj ustanovil z zakonom o realizaciji zlatega fiskalnega pravila. Se pravi, je to njihova stroka. In v tem je večja težava, kot pa v gospodu Polšku. Gospod Polšek je tukaj zgolj pač nepomembna figura, ki se izkorišča, pa večina teh, ki je bila na okrogli mizi tudi. Ne? Ja. V ozadju so pa realni interesi. V ozadju ni nek princip, ni konceptualni spopad. Ne? To je spopad za oblast in denar. Zdaj, zanimivo, ko so že govorila o forumu, zanimiv je bil intervju nekdanjega predsednika Milana Kučana, nedavno predvsem Delo, ki pravi, da z vami ni imel nobenih konfliktov. Ne? Zdaj, če citiram, s človekom, ki ga omenjate, nimam nobenega konflikta, sem pa v nekem stalnem nasprotovanju metodam, ki jih uporablja on, njegova stranka in krog privržencev. Je pa to občudovanja vreden nabor vseh političnih sredstev, dopustnih in nedopustnih z vidika demokracije. Zdaj, kaj pravite na ta, verjetno poznate vsebino tega intervjuja? Pravzaprav ne. Poznam to, kar ste vi citirali, pa kar sem zasledil v parih izsledkih oziroma odlomkih na spletnih straneh. Tega pogovora pa nisem gledal, ker je bil med prazniki. In pač ta čas sem jaz namenil družini, ne nekemu človeku, ki še vedno misli, da je v Sloveniji avtoriteta, ki presoja, kaj je dopustno in kaj je demokratično in kaj ni dopustno in kaj ni demokratično. Ne. In to je naravnost nek višek spreoženosti. Ne. Da nekdo, ki je sedel v organih, ki so odobravali uboje udbe, se pravi uboje ljudi, ravno takšne uboje, kot jih danes cel svet obsoja. V Parizu, ne, jugoslovanska udba, in gospod Kučan je bil v vrhu jugoslovanske partije, mislim, da 4 leta. In ta vrh je odobraval takšne teroristične akcije po Evropi neposredno. In te akcije so ravno tako izgledale kot tale poboj. Ne. Mogoče ne tako množično, ampak v seštevku so pobili mnogo več ljudi kot pa ti islamski teroristi. Jugoslovanska udba. Potem danes potekajo sojenja v Nemčiji, ne potekajo pa sojenja v Sloveniji. Ne. Če bo šla stvar naprej, se bodo morali tudi vsi člani predsedstva jugoslovanske partije
v času po smrti Josipa Broza Tita, ker glavno je prej on to odobraval, nekoč zagovarjati pred našimi ali pa pred evropskimi sodišči, ker ti poboji so bili v veliki meri storjeni izven ozemlja takratne Jugoslavije za te zločine. Za ravno takšne zločine, kot je bil ta teroristični napad na uredništvo pariškega časopisa. Torej, in da zdaj tak človek govori o tem, kaj je dopustno in kaj ni dopustno, je približno tako, kot da bi Stalin ali pa Hitler predavalo o demokraciji. Zdaj, več istočnic smo, ampak še vendar reči, še ostanemo, očito je, ne vem, ali vam neposredno, eksplicitno obujanje fantomov preteklosti v bistvu. Jaz mislim, da je v tem primeru nacionalna televizija oziroma njen parlamentarni kanal obujal enega tacga fantoma, ker ne vem, kaj nek upokojeni bivši predsednik partije in republike dela na parlamentarnem kanalu. Jaz mislim, da ni bil nikoli poslanec. Ni nobene funkcije, saj sam pravi, da ne. Pa kljub temu tam nastopa, tako kot poslanci. Torej, to je parlamentarni kanal, ker je nastopil med prazniki. Se pravi, nekdo drug obuje nekega fantoma preteklosti. In tisti, ki se ukvarjamo z njim, ali pa ki se ukvarjajo z njim, se seveda ukvarjajo s preteklostjo, ker pač sodi tja. Zdaj, omenjali ste medije, ne, v dveh kontekstih, ne, eno v tem kontekstu, ravno kar eno pa tudi financiranje medijev, ampak vendarle, če komentiramo ta zadnjo cenzuro na nacionalki v zvezi z izpovedjo nekdanjega udbovca iz Hrvaške, kaj pravite na to, mislim, oziroma nasploh na stanje medijev v Sloveniji? Ja, to pač kaže na to, da udba v Sloveniji medije še vedno obvladuje. In da kadarkoli se kaj konkretnega pojavi, kar bi lahko ljudem dalo neko gradivo za razmišljanje in zato, da sami se postavijo to vprašanje, kako da je to mogoče, se to pač cenzurira. Se to ni bil prvi primer, tega je bilo polno. Celo film o Angeli Vode so pokazali najprej, ne vem, Zvezi borcev in so potem brisali imena iz filma. V knjigi so imena, v filmu jih ni. Zdaj, gre predvsem za dva dela in to je tisto, da so pač ključne pozicije države, kjer govori ta hrvaški pripadnik službe državne varnosti, kjer govori, da so vse pozicije zavzeli praktično sinovi oziroma ali pa sorodniki, ali da so se te pozicije razdelile oziroma da se je praktično celoten aparat samo preselil v novo službo, predvsem na Hrvaško. No, jaz mislim, da je tega pri nas še več, ne. Ker na Hrvaškem je prišlo predvsem zaradi pričanja gospoda Radenka Radojčiča do obračuna z jugoslovansko varnostno službo. Tisto omrežje je bilo razkrito in razkrinkano in delno tudi sankcionirano. V Sloveniji pa se tudi to ni zgodilo. V Sloveniji imate obe komponenti, se pravi, nedotaknjeno omrežje jugoslovanske, vojaške in zvezne varnostne službe oziroma udbe, po domače, in civilni del. Ta jugoslovanski je bistveno manjši, kot je pač korpus slovenske udbe, vendar pa ni zanemarljiv, in ker deluje z roko v roki, je še to toliko bolj nevarno. Zdaj, glede prejšnje teme, pa rekel še to, gospod Kučan me pa je sploh ni omenil z imenom. Ja, rekel je človek, ki ga omenja. Ja, to je zelo zanimivo. Jaz sem gospoda Kučana, mislim, da prvič izzval na javno soočanje pred televizijskimi kamerami, že pred prvimi volitvami leta 1990, se pravi pred 25 leti. In potem še mnogokrat, vedno, kadar pač se je obregnil vame, sem predlagal, soočva se, sedmo se za mizo, lahko je katerikoli novinar, ali pa lahko jih je 10 zaradi mene, naj postavljajo obemu isto vprašanja, pa bomo neke stvari iz tega časa razčistili. Nikoli ni prišlo do tega. Vedno se je to ali z gnusom zavrnilo ali pa z gnusom ignoriralo.
in mogoče po 25 letih treba to ponoviti. Se To pravi, bi vsekakor bil dosežek, medijski dosežek in pa tudi slovenska javnost bi verjetno marsikaj. poskušajte, pošljite mu vabilo in to vabilo ponavljajte. Mogoče bo nekoč zmanjkalo razlogov, zakaj se boji soočiti z mano. Zdaj, No, druga stvar, ja, ki je pa tudi pomembna, no, pa mislim, da sploh ni bila dovolj opažena v zadnjem času, pa je dejstvo, da je išla neka knjiga. Gospoda Rotarja, mislite? Ja. Zdaj ta knjiga, mislim, da bo imela za gospoda Kučana približno enak učinek, kot je imela neka druga knjiga učinek na usodo Franceta Popita. Ne. Tista druga knjiga so bili Dnevnik in spomini Kavčičeve spomin. Staneta Kavčiča. Ja. Ko je šel ta dnevnik, oziroma ko so išli ti spomini, je bilo s Popitom konec. Ne takoj, ampak v roku enega leta je izginil iz slovenske javnosti. Je bila to tako močna etična obsodba teh ravnanj, sicer napisana bolj direktno, kot je v celoti Rotarjeva knjiga, ampak po sami vsebini in obsežnosti je pa Rotarjeva knjiga hujša obtožba proti Kučanu in moram reči, da meni ni popolnoma jasno, zakaj je on to napisal. Je pa vse tisto, kar se je doslej špekuliralo, pa če smo kakšno stvar uganili ali pa posredno zvedli in o tem govorili v javnosti, vedno napadlo, češ, ne vem, Janša ima privide, gre za teorijo zarote. To je zdaj vse potrjeno. Rotar tam natančno opisuje, kako so pošiljali ljudi na Hrvaško, da bi dobili kakšne obremenjujoče dokumente zoper mene, kako so se usedli na nekem kmečkem turizmu in določili Tirka za predsedniškega kandidata, pa Jankoviča za župana ali pa za predsednika vlade. Skratka, vse to, o čemer so razni Miheljaki in ostali 20 let govorili kot o neki teoriji zarote, je Rotarjeva knjiga iz prve roke potrdila kot prakso. In zoper to gospod Kučan zelo težko ugovarjal, ker gre za pričevalca iz njegovega lastnega kroga. Zdaj, omenili ste... Mimogrede, notri so resne obtožbe, ki bi zahtevale tudi kazenski pregon. Tiste rabote z pošiljanjem ljudi v drugo državo v času, ko je bil gospod Kučan še predsednik države, to je eklatantna zloraba položaja. Zdaj, omenjali ste tudi gospoda Danila Türka, ki ga je, mislim, da vlada in zunanji minister ga podpirajo za kandidata za generalnega sekretarja OZN, bil je tudi prisoten na posvetu slovenske diplomacije. Kako komentirate oziroma ali se strinjate z njegovo kandidaturo? No, prvič gre za kandidata udbovskega omrežja, oziroma tega zaledja, forma, kakorkoli lahko temu to rečete, ampak udba je tukaj zraven, oziroma to omrežje, ki je nastalo na telesu, na strukturi te zločinske organizacije in ker to vsi vedo, si noben ne upa reči ne. Če pogledate, celo predsednik države je moral javno v kamero obljubiti, da podpira to kandidaturo, ker najbrž ve, kakšne bile posledice, če bi ravnal drugače. Predsednik vlade sploh, ker ve, da je bil izvoljen ne po milosti Božji ali pa po volji volivcev, ampak po volji tega zaledja in foruma 21, da je zato na oblasti. Tega seveda v tej knjigi ni. Karel Erjavec pa to seveda najbolj konkretno ve, ker v njegovi stranki je velik del tega omrežja tudi formalno včlanjen. Zdaj, seveda, s tem smo nekako, seveda bi bilo še več vprašanj iz tega. Na to temo, seveda, če bi šlo samo za to omrežje, to omrežje pač svojo moč izgubi, tam nekje nadgrebeni Karavank, gre pa za funkcijo
v svetovni organizaciji in zadeva ne je bila omembe vredna, ne, niti vredna tega pogovora, če ne bi šlo za močno podporo iz Moskve. Ne. To ni... Ker bo nekdo iz vzhodne Evrope izbran, v bistvu, ne, mislim, ne. Naj bi bil, no, mislim, ko se govori. Tega pravila ni, ne, tega pravila ni. Dela se na tem, da bi bil nekdo iz... Dela se na tem, da bi se zdaj reklo, zdaj bo pa nekdo iz vzhodne Evrope, na ta način se izbor zoži in se olajša pol iskanje primernega kandidata, ki je vedno za stalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov nekoliko traumatično in želijo na ta način to skrajšati. Vendar pa je tukaj tudi drugih kandidatov veliko, ne, in tako naprej. In ta podpora Moskve, pač finančna in vse ostalo, v kateri se nekaj ve, nekaj se pač ugiba in špekulira, pač daje tej kandidaturi, rekel, ne samo pridih resnosti, ampak tudi pridih neke nevarnosti. No, jaz mislim, da je to sicer dvorezen meč, vendar pa je pač projekt resen, ne, in je tudi resno stekel. Ne. Tako da ne gre samo za te naveze pri nas, ne, gre za navezo režim v Ljubljani, Moskva, in to zdaj naskakuje to pozicijo. Zdaj, če še ostanemo malo na tem omrežju, ne, mimo grede, mislim, da je pred dnevi revija Reporter objavila seznam najbolj vplivnih ljudi v Sloveniji in zanimivo na prvo mesto daje Gregorja Golobiča, predsednika, nekdanjega predsednika Milana Kučana. Mislite, da so se zmotili ali se je kaj spremenilo? Ne, mogoče špekulirajo o nasledniku. Ne. Zdaj, mafija vedno skuša stvari pravočasno nekako prekanalizirati na naslednika oziroma v nasledstvo in zdaj, to, kar pri nas deluje v podzemlju, uporablja enake principe. Zdaj, kakšni so bili še drugi argumenti za izbor, ki jih je uporabila ta revija, ne vem. Ne. Mogoče so malo prehiteli. No. Zdaj, se mi zdi, mislim, ko gledam malo dogajanje okrog privatizacije... Ali pa, oprostite, ja. No, ali pa so eni redki, ki so resno vzeli posledice, ki nastajajo zaradi te Rotterjeve knjige. Za objavo te knjige. Ja. Se mi zdi, ne, neke debate, ki jih te dni spremljamo, da so nekako, ko zdaj prebiram pred temi volitvami v Grčiji, kjer naj bi zmagal Syriza oziroma Alexis Tsipras na volitvah v Grčiji, vse po zadnjih anketah, mislim, da vodi. In podobne, bi rekel, podobna stališča kot recimo Nova levica pri nas ima tudi Syriza, recimo v primeru zmage napovedujejo, da bo Syriza takoj ustavila privatizacijo, prekinila varčevanje, oživila ekonomijo, zmanjšala brezposelnost, zaposlovanje v javnem sektorju, vsem omogočila domovanje, brezplačno elektriko, hrano, zdravstveno oskrbo. Zdaj, predsednik Syrize je bil tudi v Ljubljani, mislim, takrat pred volitvami. Ja, on je celo formalno kandidiral za predsednika Evropske komisije. To je res. Ga ni nihče vzel resno. Zdaj, v Grčiji ima podporo, ker pač obljublja tisto, kar je všečno. Ni pa tega možno realizirati, ker s tem, kar Grki ustvarjajo, ne morejo zagotavljati enakega standarda, kot so ga imeli prej, ker so to financirali z zadolževanjem. Zdaj je treba te dolgove vračati. Poleg tega pa seveda financirati še nujne potrebe, ne, vsaj najnujnejše stvari. In tisti, ki obljublja, da bo tako, kot je bilo nekoč, ne, ali je popolnoma nor, ne, ali pa zavestno zavaja ljudi. Ne. Jaz mislim, da je pri vodi Syrize neka kombinacija obojega. Mislim pa, da se je vračunal, da se je v tem drugem delu, ko zavaja in misli, da pač ne, bo na ta način prišel na oblast, potem pa se bo cela Evropa ustrašila
nove grške krize in vpliva na evro in na evropsko ekonomijo in na standard in na stabilnost Evropske unije. In bodo odpisali dolgove in bo spet nekdo drug plačal njegovo kosilo. Tega ne bo, ne. Ker za razliko od tiste krize pred 6 leti je zdaj Evropska unija na to pripravljena. Ne. Sprejeti so oziroma vzpostavljeni so mehanizmi za takšne primere in to ne bo noben šok, nihče se ne bo zatresel, Nemčija ne bo, tako kot je financirala vzhodno Nemčijo, zdaj po združitvi financirala Grčije, druge evropske države še manj, ne. Večina jih ima dovolj svojih lastnih težav in tudi, če ste opazili, nobenega velikega vznemirjenja ni. Ko so bile zadnje grške volitve, vsi evropski politiki so praktično jih na kolenih prosili, da ostanejo. Naj vendarle volijo novo demokracijo oziroma konzervativna stranka. Ja, neko resno stranko. Zdaj pa, če vam izdam malo off the record, kaj se pač govori v visokih krogih evropske politike, zdaj pa velika večina relevantnih evropskih politikov, ne vsi, no, moram reči, ampak velika večina misli, da je treba enostavno pustiti na miru, ne, to situacijo, naj Syriza zmaga, naj sestavi vlado, naj skuša izpolniti te obljube in tako čez kakšnega pol leta, ne, bodo ti isti ljudje, ki zdaj protestirajo v njeno korist, protestirali proti Ciprasu, ker bo kaos neizmeren. Kako to zgleda, lahko vidimo v Venezueli, ne, ker je ta predsednik Maduro imel enake obljube, je šel tudi z podobnimi ukrepi, no, kot jih zdaj Syriza obljublja in se je revščina samo še povečala. Država funkcionira na robu kaosa. Zgleda kot nekaj samo še za slovensko združeno levico, ki tja potuje v predsedniškem avionu. Ne, in jim tam verjetno pokažejo neko Potemkinovo vas. Ne. Se je tudi Sovjetska zveza v času najhujše lakote, ko so milijoni umirali zaradi lakote v Ukrajini in nasploh v Sovjetski zvezi, za tiste partijske kadre, za Ribičiča in ostale, ki so se takrat iz Slovenije, pa Mačka in Kardelja, ne, ki so se šolali v Moskvi, izgledalo v redu, ker so bili v posebnih hotelih, posebnih centrih, posebnih dačah, ker so lepo poskrbeli za njih, ne, ampak in niso videli milijonov, ki umirajo, ne, enako je v Venezueli in seveda Grčija pa ni Venezuela, ne, Grčija je v Evropski uniji, ljudje bodo zelo hitro spoznali, da so šli zdaj že pod kap, tako da, če Syriza sestavi vlado, bo mogoče to celo neka bližnica k streznitvi. Glede tega ni nobenega posebnega strahu. Dobro, jaz se zahvaljujem za ta prvi del, predlagam že, da pogledamo oglase, pa nadaljujemo takoj po oglasih. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj, ko ste omenjali Venezuelo in to potovanje levice a se lahko po vaši oceni v bistvu glede tudi na popularnost recimo Luke Meseca in pa nekaterih pa Violete Tomića, se lahko ta scenarij ponovi tudi pri nas v bistvu, kot v Grčiji recimo? Ja, mogoče. In mislim, bo tudi konec enak, ne, ker zdaj, če smo še bolj konkretni, ne, recimo, če Syriza v Grčiji sestavi vlado ali pa če bi Združena levica pri nas sestavila vlado in bi takoj povečala javno porabo, ne, tako kot govorijo, bilo treba ta denar nekje dobiti, ne, izdali bi obveznice in se skušali zadolžiti, ne, in tam bi naleteli na zid, ne, bodi si bile obresti nemogoče, ali pa teh obveznic nihče ne bi hotel kupiti, ne, ker ne bilo garancije, da se bo to sploh še kdaj vrnilo. In bi bilo teh sanj zelo hitro konc. Ne. Lepo je pač obljubljati še enkrat večje plače, pa še enkrat večje pokojnine, pa ne vem, po krajši delovnik, nasprotovati privatizaciji, dokler nekdo drug plačuje tvoje račune. Je pa zanimivo, ne,
današnje ankete, recimo, ki so pa narejene tudi v Grčiji, pa večina Grkov, ne, mislim, da 75% je pa proti izstopu iz Evropske unije in proti izstopu iz evra, ker to je bila, Ja, seveda, to je bil nek, v bistvu, tudi Cipras ne govorijo, da bo izstopil, to je res. On je pred zadnjimi volitvami dejal, da bodo izstopili iz evra. On je zavestno lagal, ker ne moreš izstopiti iz evra, lahko izstopiš iz Evropske unije. Skratka, če greš iz evra, greš tudi iz Evropske unije. Zdaj pa govori drugače, ne, da ne bodo izstopili ne iz evra, ne iz Evropske unije. Ampak da ne bodo plačevali dolgov. Da ne bodo več vračali dolgov. Ne. Zdaj, če pa ne vračaš dolgov, pa ti tudi nihče več ne posoja. Ne bo mogel prodati obveznic in bo na hujšem, kot je zdaj. Ne? Bo situacija v nekaj mesecih v Grčiji postala neznosna. Deloma pa se to že dogaja, ker tuji vlagatelji bežijo. Ja, to je res in padel je borzni indeks. Zadnjič je imelo združenje tujih vlagateljev v Grčiji in teh mednarodnih skladov sestanek z njegovim Mencingerjem oziroma ekonomskim svetovalcem. In poleg ta predsednik združenja zapisal, da so že med sestankom začeli razmišljati samo to, kako svoje naložbe v Grčiji čim prej prodajo, še pred volitvami. To pomeni umik tujih korporacij oziroma vlagateljev. Dviga se denar iz bank spet. Kar lahko povzroči hujšo krizo, kot je Grčija imela zdaj v bistvu. V nekaj mesecih, če Cipras zmaga in če začne izvajati ta program, ki ga je obljubljal, da bo vrnil vse socialne transfere in plače in pokojnine na raven pred krizo, bo to trajalo 3 mesece, nič več. Potem bo država kolapsirala ali bo moral požreti svojo obljubo in odstopiti, ali pa ga bodo ljudje odnesli. Zdaj, ko so pri zunanji politiki, prej ste omenili že ta napad včerajšnji v Franciji, ne, in zdaj bili smo priče, ne, mislim, že predtem, ne, recimo v Nemčiji, protestom proti islamu in kaj se pravzaprav dogaja v Evropi oziroma Franciji, Nemčiji, zvezi in kakšne posledice bo po vaši oceni imel ta napad oziroma zakaj je prišlo sploh do tega? Ali je to samo, ali gre za vzroke, ali so vzroki širši, ali je zgolj razlog v bistvu pač ta karikatura Mohameda in pač to, kar se je ta satirični časopis šali pač privoščil? Ja, v bistvu gre za trg dveh civilizacij, ne. Kakorkoli to nekateri skušajo zanikati. Res je, da ni cel islam tak, ne, ampak obstaja tudi radikalni islam. Ne obstaja včeraj, ne, tisti, ki bolj poznajo zgodovino, vedo, da radikalni islam obstaja praktično od samega začetka, da je tudi v Koranu nekaj dobrih nastavkov za ta radikalizem, da so tudi nastavki za sožitje, za mir in tako naprej. Skratka, težko bi rekel, da je cel islam religija terorizma, ne obstaja pa del tega verstva, če hočete, ki je ekstremno radikalno in tukaj ne gre zgolj za napake ali pa za odklone, ne. Gre za pomemben del tega in je to enako nevarno, kot so ostali ekstremizmi, ne. Nacizem, komunizem, radikalni islam, to je eno in isto. Gre za, če hočete, ideologijo, ki ne ceni človeškega življenja, ne, ki v ospredje postavlja nekaj drugega in je za dosego tega cilja, ne, tega nekaj drugega pripravljena žrtvovati tudi milijone ljudi. Mislite, in ko se dokoplje do sredstev, do finančnih virov, kar se je, v bistvu, do orožja in tako naprej, se to pač dogaja. Ne. Sej, mi smo zdaj vsi šokirani zaradi teh 12 žrtev, kar je grozljivo. Ampak podobni prizori se ne dnevno, ampak urno dogajajo v tistem delu Bližnjega vzhoda, kjer je ta islamska država prevzela oblast. Masakrirajo cele razrede otrok, množično posiljujejo, iznakažejo ljudi
In je prav mučno poslušati nekatere slovenske novinarje ali pa sociologe, tudi danes se je to dogajalo, ki to opravičujejo, ki to pravzaprav opravičujejo z ne vem čem. Tega ni možno z ničemer opravičiti. Tega, kar se dogaja, v bistvu tega, kar se dogaja. In tega nasilja, tega ni možno z nikomor opravičiti. In mislite, da bo to imelo posledice za v bistvu Evropo, za Evropsko unijo, za Francijo, ne nazadnje? To že ima posledice. Včeraj se je takoj pojavil nek dober komentar na svetovnem omrežju, ki pač v svojem bistvu analizira situacijo in zadevo v zaključku izpelje kot to, da bo največji dobitek od te teroristične akcije v bistvu v tem trenutku požel Vladimir Putin. Zato, ker se bodo stranke, ki ga podpirajo v Evropi, in to so radikalne leve in desne ekstremistične stranke, okrepile, ker so te tudi v glavnem stranke, ki so radikalno proti vsakemu priseljevanju. Po drugi strani pa ta situacija odvrača pozornost od zasedbe Krima, tega, kar počne Rusija v vzhodni Ukrajini, in so v Moskvi verjetno odpirali šampance včeraj. Čeprav so formalno seveda to obsodili, tudi sicer obsojajo islamski terorizem, ker so imeli deloma tudi sami probleme s tem. Če pogledate recimo Čečenijo, tam je šlo tudi za skrajna sredstva in za terorizem velikega obsega, za državni terorizem strani ruskih sil. In se je v bistvu tam islam radikaliziral dejansko šele potem, ko je prišlo do množične represije. Dočim v Franciji tam ni nobene množične represije zoper islam. Toliko verske svobode, kot jo je v Evropski uniji, ni nikjer na svetu. Zdaj, mislim, omenili ste eno zanimivo temo, odnos Evropska unija, Rusija, Združene države, Rusija, Ukrajina. Kako gledate kako se bo pravzaprav po vaši oceni razpletla ta ukrajinska kriza? Zgleda, da so se v bistvu nekako, kar se tiče Krima, je zgodba končana. Mislim, kar se tiče pa ostalega dela. Kar se tiče Krima, zgodba ni končana, ker je v veliki meri so sankcije, ali pa v veliki meri je umik sankcij, je povezan ki deluje na rusko ekonomijo. Se vidimo, rubelj je drastično padel in Rusija je v tem trenutku soočena z velikanskim proračunskim primanjkljajem, prej imela pa presežke. Ta zadeva s Krimom, zaradi vezave sankcij na to zasedbo, ni šla z dnevnega reda. Se pravi, prave posledice šele prihajajo. Je pa to verjetno problem, ki vsaj dokler bo sedanji predsednik v Kremlju, ne bo rešljiv. Se pravi, ruska ekonomija bo trpela, Krim pa bo ostajal ruski. Zdaj, mislim, ta situacija po vaši oceni, kot ste rekli, gre na roke nekako, ker ta situacija gre na roke Rusiji, v bistvu taki se pač dogaja. Trenutno gre na roke Rusiji, vendar pa ta ekonomska vojna, če hočete, Rusiji ne gre na roke. To je pa, mislim, katastrofa in padec cen nafte, ki so... To je v veliki meri povezano. Mislite, da je to umetno ustvarjeno? V ekonomski vojni doslej zgodovina to kaže, Združenih držav ni še nihče premagal. In tudi v tem spopadu bo pač, če hočete, ta transatlantski prostor, NATO prostor, zagotovo zmagovalec. Je pa žalostno, da je sploh prišlo do tega, ker bi bilo za oboje bolje, še posebej pa za Rusijo, pa za ruski narod, ki je pač potegnjen v to situacijo. Jaz tukaj ne delam enačaja med ruskim narodom in tem režimom. Je pač zaveden, mediji so približno tako nadzorovani kot v Sloveniji. Mogoče malo manj, ampak v veliki meri to vpliva seveda potem tudi na dojemanje. Večina ruskega prebivalstva
nima pojma o tem, kaj se dejansko dogaja v Ukrajini. Jaz sem spremljal ruske medije, ko je bila ta ukrajinska kriza na vrhuncu in pač človek ne more verjeti, kakšna surova propaganda je bila to. Tako da škoda, no, ker tukaj gre za veliko komplementarnost Rusije in Evropske unije. Ruska federacija in Evropska unija skupaj predstavljata daleč najmočnejšo gospodarsko silo, nek center nekega boljšega sveta bi to lahko bil. In to bo vplivalo na oba. Mislim... To tudi močan ščit, recimo, pred nadaljno radikalizacijo islama bi lahko bil. Tako pa zaradi nekih nerazumljivih imperialnih ambicij nekaj ljudi v Moskvi to naravno zavezništvo, ki bi moralo obstajati na tem prostoru, enostavno trpi. Bo pa mislim, da nekoč do njega prišlo. Naša zunanja politika ima precej razumevanja v bistvu za, bi rekel, za ruska stališča, ali je to za posledica ekonomskih interesov? Jaz mislim, da ni to posledica ekonomskih interesov, razen pač pri parih ljudeh, ki imajo tega zelo velike koristi, ampak gre za neko ideološko ujemanje, pa tudi za, če hočete, ostanke neke skupne zgodovine. Ljubiteljstvo istega simbola, rdeče zvezde, čeprav je tega v Rusiji že manj kot pri nas, ker se to bolj vrača. Putin je tukaj pametnejši, ko je treba, on mirno obsodi Stalinove zločine, po drugi strani pa nič ne naredi za to, da bi se kakšna zadeva tudi dejansko razčistila, ker bi moral potem poseči tudi proti sebi. Gre za neko nerazumljivo megalomanstvo, ki pa ni presenečenje. Prvi intervju, ki ga je dal Vladimir Putin, še prednji je postal ruski predsednik, jaz sem tisto knjigo prebral, obstaja knjiga. Kdor tisto prebere, vidi, da je od samega začetka napovedano to, kar se zdaj dogaja. Mislim, da ta knjiga je šla v obliki intervjuja že pred davnimi leti, 20 leti še več. In mislim, da na drugo vprašanje on že odgovarja, da je bil razpad Sovjetske zveze, geopolitična katastrofa, to obžaluje in ne reče direktno, da je treba to nazaj vzpostaviti, ampak posredno pa in zdaj to pač počne. Ker ima jedrski arzenal, misli, da tukaj ni meja, pozabil pa je, da Sovjetska zveza ni razpadla zaradi tega, ker bi jo Zahod premagal z orožjem, ampak je Zahod Sovjetsko zvezo premagal za svobodo, s prostim trgom, s tem, da se je ljudem dovolilo, da svobodno živijo in razvijajo svoje potencijale. In tega tekmovanja Sovjetska zveza z zaprtim režimom in represijo pač ni prenesla. In te lekcije pa Putin ni vzel, mogoče zdaj, ko rubelj pada vsak dan in ko ljudje množično dvigajo denar in tuje valute z ruskih bank, to spoznanje počasi prihaja v kremeljske somarje. Zdaj, bili ste nedavno na obisku tudi na EPP-ju. Kako so mogoče najprej komentirali odločitev Ustavnega sodišča oziroma vašo vrnitev vendarle med najbolj vplivno skupino, ki odloča tako rekoč o usodi Evropske unije. V tej skupini je Angela Merkel, Juncker in še nekateri drugi, ki pač Šlo je za veselo srečanje po tej plati, se pa smo stike ohranili tudi vmes. Ste imeli stike? Vse elektronske, seveda. Sama odločba Ustavnega sodišča se ni bistveno spremenila mnenje o Sloveniji po slovenskem pravosodju. Je bila zelo prepozna za to. Če bi se to zgodilo junija, potem dobro. Zdaj pa še ne obstaja prepričanje, da je tukaj potrebna korenita reforma, lustracija, tako kot je zapisano v resoluciji skupščine EPP-ja. In na tem se bo vztrajalo. Zdaj, če gremo na to reformo pravosodja, zdaj
ko sem spremljal odbor 2014, je predvsem bil poudarek na tem, da tisti sodniki, ki so kršili človekove pravice, naj ne bi več sodili. Je to ilustracija razumljeno? Mislim, a ilustracija razumljeno? Ilustracija je to, seveda. Sej. Tako je tudi, kar se tiče sodstva, pravzaprav ni treba spreminjati ali pa sprejemati nobene nove zakonodaje, zato da se izvede ilustracija, samo sedanjo zakon o sodniški službi je treba spoštovati. Ne. Gre za 24. člen, saj časih je bil to 24. člen, ker je bil pred 20 leti sprejet Pučnikov amandma in ker piše, da sodniki, ki so kršili človekove pravice, ne morejo opravljati trajnega mandata. In tukaj je polno dokazov za desetine, rekel stotine ljudi, še posebej teh pri vrhu sodnega sistema, da so kršili človekove pravice. To ni dokaz, ki bi bil, recimo, moje mnenje ali pa vaše mnenje, ampak gre za različne, na ustavno sodišče, vrhovno ali pa Evropsko sodišče, v bistvu ugotovitev. Gre za sodne odločitve nad temi instancami, se pravi, bodi si za Slovensko ustavno sodišče, bodi si za Evropsko sodišče za človekove pravice. Ampak bi se v tem primeru, rekli ste, bi se spreminjal zakon potem, ali kako bi... Ta zakon obstaja, ne, kar se tiče sodstva. Bi se morala ilustracija izvajati od leta 1994, vendar se ne izvaja. Že to velja? To je v členu, ja. To je tako imenovani Pučnikov amandma, ki je bil sprejet bolj po slučaju takrat, ne, mislim, z enim glasom večine. Predlagali smo ga, ko smo bili opozicija, vendar ga sodni svet ne izvaja. Sodni svet bi ga moral izvajati, bi moral preverjati, ali so kandidati, ki jih predlaga v trajni mandat ali pa v napredovanja, da je kršil človekove pravice ali ne, vendar tega ne počne. Kaj pa recimo, ne vem, tisti sodniki, ki pač recimo sprejmejo neko nezakonito odločitev, ki jo potem Vrhovno sodišče razveljavi ali višje sodišče ali kakorkoli, v bistvu, ali se bo na tem področju kaj spremenilo, recimo, kaj zvem, nekterih, ne mislim, da bi v smislu odzemanja trajnega mandata, ampak recimo v tujini sodniki in tožilci v nekaterih državah tudi odgovarjajo materialno za te odločitve. Povsod odgovarjajo. Ni nezmotljivih ljudi, ne, tudi med sodniki ne. In zaradi tega mora biti v vsakem poklicu seveda tudi sankcija. In povsod obstaja, v Sloveniji obstaja povsod, ne. Pri zdravnikih, pri učiteljih. Tam so zavarovani, oziroma zdravniki imajo zavarovane. Ja, zdravnik izgubi licenco, če naredi napako, ne more več opravljati svojega poklica. Tudi glede sodnikov v naši zakonodaji obstaja ta člen, ne. Glede kršitev človekovih pravic obstaja tudi člen, ki nalaga odgovornost sodnikom in tudi kazenski pregon v primeru krivega sojenja. Krivično sojenje je kaznivo. Recimo vsi tisti, ki so sodili v procesu Patria, so naredili kaznivo dejanje, ne. Krivično sojenje je kaznivo, vendar doslej še nobenega sodnika kolegi niso preganjali zaradi tega in smo edina država potem. V vseh drugih državah se to dogaja. Boste, recimo, če bo pač Vrhovno sodišče oziroma Ustavno sodišče pač odpravilo to sodbo, boste vi zahtevali v bistvu kazenski pregon za tiste, ki so... Kazenski pregon bi se moral začeti po uradni dolžnosti. Tožilstvo bi moralo začeti. Ker je to kaznivo dejanje, ki ga mora preganjati organ, ki je za to pristojen, se pravi tožilstvo, seveda. Zdaj, mogoče, kakšno odločitev pričakujete na Ustavnem sodišču, ne? Zdaj, tako, če bi rekel, v tem ljudski glas, ne, ena varianta pravi, da pač da enostavno odpravi to sodbo Ustavno sodišče, kar je zelo verjetno, glede na to, da je odpravilo tudi zapor, ne, oziroma druga varianta je pa, da pač vrne ponovno sojenje, to pa pomeni, ali bi po tem primeru zadeva Patria zastarala, ali kako... Kaj je za vas verjetno optimalen scenarij, seveda, da odpravi Ustavno sodišče to? Sodba proti meni, pa tudi proti drugim, ne, v zadevi Patria
je ena sama koncentrirana nezakonitost. Ne. To je eno samo kršenje človekovih pravic. Na vseh točkah. In cel proces se praktično ni bilo možno braniti. Ker kako se ne braniš pred obtožbo, da si nekaj storil neznanega dne na neznanem kraju, na neznan način. Prejel neznano obljubo neznane nagrade, kako naj se človek brani pred tem. In poleg tega je bilo še vrsta drugih kršitev, ker drugače sploh niso mogli priti do Vrhovnega sodišča. In tukaj Ustavno sodišče nima kaj drugega, kot da to razveljavi, ne da vrača nazaj, ampak da razveljavi. Če Ustavno sodišče tega ne razveljavi, to razveljavlja pač Evropsko sodišče. Zdaj zaradi tega se po mojem mnenju sploh ukrepa drugače. Bi to kje ležalo še vedno. Ste v bistvu, bi rekel tako, čist osebno zelo zamerite tem ljudem, ki so bili vključeni v ta proces? Ali, mislim, tukaj ne gre za stvar osebne zamere ali pa za neko osebno relacijo. Gre za to, da se ob tem razgalila pokvarjenost nekega režima. Tukaj ne gre za dva ali pa tri ljudi in tudi ne gre samo za tiste, ki so neposredno podpisani pod sodbo. Gre za cel sistem, ki je to omogočil. Gre za cel sistem, ki je to omogočil. Ki je stvari peljal tako, da so ravno določeni sodniki dobili to zadevo v roke. To ni možno samo tako, da ne vem, enkrat slučajno naletiš na sodnika, ki je zloben. To pomeni, da je sistem takšen, da nekdo lahko uravnava, da točno določeni pravi ljudje dobijo prave stvari v svoje roke in da odločajo natančno pravi čas, odmerjen čas. Vedno pred volitvami. To ni možno. Tukaj ni možno, da bi šlo za napakico, kot je rekel bivši predsednik partije. Napakice se dogajajo, pa se pol popravijo. Tukaj je šlo za serijo, za 6 let aranžiranja ali pa prirejanja dogodkov po točno določeni časovnici. Volitve smo imeli potem prilagojene sodbi Višjega sodišča. Mislite, da vas je v bistvu, da zdaj teze so, da so te volitve pojavljajo se teze, da so te volitve nezakonite oziroma nelegitimne. Mislite, da vas je ta zadeva stala zmage na zadnjih volitvah? Ali bi vseeno v bistvu novi obrazi? Zadeva Patria je stala mene osebno veliko in mojo družino, ampak predvsem je stala državo, Slovenijo, ljudi. Da se izračunati, gledajte, leta 2008, če ne bilo te afere, tega velikega poka iz Finske, ki ga je po trditvah Aleksandra Lucoja organiziral Milan Kučan, to je pisalo v Nedeljskem dnevniku teden dni prej, preden se je to zgodilo. Prej je bila ta oddaja na finski televiziji objavljena. Če tega ne bi bilo, bila situacija danes v Sloveniji bistveno boljša. Imeli bi normalno vlado tudi v mandatu 2008, 2012 in verjetno še kasneje. Krize takšne, kot je Slovenija imela in te visoke zadolžitve ne bi bilo. Tako smo pa iz 8 milijard povečali zunanjo zadolžitev na 30 milijard, za 22 milijard. In danes so to gospodarsko rast, ki jo pridelamo. Vsa ta gospodarska rast, ki jo pridelamo, ne zadošča za to, da plačamo samo obresti. Samo obresti za te dolgove, ne glavnico. Samo obresti so več, kot pa dobimo z 2,5% gospodarsko rastjo. V tem času je po podatkih gospodarske zbornice delo izgubilo 91 tisoč ljudi v gospodarstvu. 91 tisoč ljudi v Sloveniji je neposredna žrtev afere Patria. Poleg tega se je v tem času nekaj 10 tisoč mladih perspektivnih ljudi izselilo iz Slovenije. To so neposredne posledice tega igračkanja z usodo naroda, zato da nekdo ostane na oblasti.
Jaz predlagam, da mogoče na tej točki naredimo kratek predah, pa pogledamo oglase in nadaljujemo takoj po oglasih. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Naš gost je predsednik SDS, Janez Janša. Zdaj, kakšen je pravzaprav vaš scenarij, recimo, rekli ste, da pričakujete, da bo Ustavno sodišče odpravilo to sodbo, kakšen je scenarij recimo za vas in za stranko, ne, mislim, če bodo pač recimo to leto parlamentarne volitve, zopet nove volitve, ne, če bo pač ti scenarij predvsem zaradi privatizacije, če bo prišlo do neke krize znotraj tega, ali mislite, da bo pač garnitura, če spodleti Miro Cerarju, iskala nekega novega človeka še v tem času vmesnem? To sigurno, ja. Zdaj, padec te vlade ne pomeni avtomatično predčasnih volitev. Pomeni iskanje novega. Najprej seveda skušali to sjajno večino, ne, ki so si jo pridobili. Skoraj dvotretjinska večina. Na podlagi zlorabe, ne, pravosodja. Vsaj še nekaj časa obdržati, ne bo pa to mogoče do konca mandata. Ne. Pojavljajo se različna imena in špekulacije, kdo bo vse zamenjal Cerarja. V tej fazi jaz ne bi želel še to špekulirati, pa se s tem ukvarjati. To se tudi ne bo zgodilo jutri, ne. Bo pa če nekaj mesecev najbrž preteklo. Zdaj, kar se stranke tiče, usoda Slovenske demokratske stranke ni odvisna od tega, kaj bo reklo Ustavno sodišče. Lansko leto je bilo leto, ki so ga namenili za to, da uničijo Slovensko demokratsko stranko, pa jim to ni uspelo. Nasprotno, ne, konec leta se je stranka ponovno zavihtela na prvo mesto med vsemi parlamentarnimi strankami. Ne. Leto se je končalo bistveno drugače, kot so to načrtovali. Potrdilo se je, da seveda stranka nisem samo jaz, ne, ampak je to močna organizacija, ki temelji na vrednotah, za razliko od praktično vseh drugih strank. Ne. Če bi Mira Cerarja zaprli 3 mesece pred volitvami, koliko mislite, da bi mandatov dobila stranka Mira Cerarja? Ne. Še z imenom bi šli težko, še s tem imenom bi šli težko na volitve. Ja, sej problem se je pokazal že na lokalnih volitvah. Tako da, glejte, ne se bati za Slovensko demokratsko stranko, imamo tudi dovolj izkušenj, da znamo počakati. Ne bomo delali kakšne avanture, kot je bila tista leta 2000, ne. Z tisto vlado, ja, v katero smo šli, ker smo verjeli, da bo zastoj pri harmonizaciji zakonodaje za vstop v Evropsko unijo tako velik, če bo pol leta pavze, da bo pač škoda za državo prevelika, pa da bomo mogoče volilni sistem uspeli uzakoniti. Skratka, mi smo mislili na državo, vsi drugi pa na oblast in tega pač se mislimo ponoviti, ne, ker na koncu tudi za državo to ni bilo dobro. Ne. Vsekakor se... Bomo pač počakali, da se stvari razčistijo. Če hoče pomemben del slovenskih volivcev eksperimentirati tako, kot bodo očitno eksperimentirali grški volivci, potem bo streznitev prišla toliko prej in se bo lahko začela prihodnost postavljati na noge prej. Mislite, da bo pač zato združene levice, ne, v bistvu, ki pač nekako... Ja, tukaj je zaledje preneslo težišče podpore iz socialnih demokratov, ki postajajo nepomembna, marginalna zadeva na pač 2 bolj profilirani stranki, ki imata večje možnosti kratkoročno, se pravi Združeno levico in na Desus. Eno za mlajše, eno za malo starejše, ne, približno enake orientacije. In tukaj je zdaj praktično postalo odvečne. Poleg tega imajo še krizo vodenja in vrsto drugih problemov v nahrbtnikih, tako da na naslednjih volitvah lahko dejansko neko osrednje mesto na
te ekstremne ali pa tranzicijski levici, na nereformirani levici, reformirane levice v Sloveniji praktično ni. SD je deloma se reformirala, ne, žal pa bistveno premalo, da bi lahko zasedla mesto, kot ga imajo recimo socialdemokratske stranke v zahodni Evropi. Nekaj teh obetov je bilo pod Pahorjem, vendar pa ga je stranka izločila, ne. Ni on reformiral stranke, ampak ga je na koncu stranka izločila in ga zamenjala za nekega Pavliho iz FDV-ja, ne. Takrat, to je bil, mislim, da je bil to Kočevski kongres, ne. Ja. To je bil kongres konca SD-ja kot velike stranke, ne. Ampak ta prostor, kot že rečeno, ni ostal prazen, ne. Zasedata ga dve drugi stranki in kot rečeno, ne izključujem možnosti zaradi vse te propagande, medijskih monopolov, vsega tega, kar je zbrano v zaledju in je tudi izdatno financirano, da bo tudi Slovenija šla za en kratek čas po poti te grške politične izkušnje. Na to je treba biti pripravljen in ne izgubljati živcev, ker bo to zelo kratek čas trajalo. Mislite, da kaj pa gospod Židan, ki je pač seveda član koalicije in v soboto ima tudi kongres in bo izvoljen verjetno za predsednika, mislite, da nima možnosti? Ta izvolitev obeta, da bodo Socialni demokrati postali močna in resna konkurenca Slovenski ljudski stranki. Na poti iz parlamenta? Pač nekje v tem krogu. Zdaj, verjetno v Sloveniji bi težko našli nekoga, ki bi 175 dni, recimo, za katerega bi 175 dni ljudje vztrajali pred Vrhovnim sodiščem in zahtevali njegovo izpustitev. Mislim na odbor 2014, ki se mi zdi, da je vendarle odigral zelo pomembno vlogo, ne samo za vaš primer, ampak nasploh senzibiliziral vprašanje sodstva, ne, ki se ga do zdaj praktično ni nihče kritiziral, niti se ga ni nihče v teh 20 letih preveč z njim ukvarjal. Bolj je bilo obratno, ne? Ker se je vendarle verjelo, da ravno ta sistem, ki je na koncu, ki presoja o tem, ne, o življenju in smrti praktično, o svobodi in nesvobodi, ne more biti tako pokvarjen, ne, ampak se je na koncu izkazalo, da je najbolj pokvarjen, najbolj skorumpiran. In zdaj, če bi iskali organizacijo leta 2014, potem je bil to odbor, ne, 2014 zagotovo, ne, to je poseben fenomen, vendar pa ta odbor ni protestiral za eno osebo, ne. Protestiral je za principe, ne, za vrednote. Če bi šlo samo zame, glejte, to ne bi bilo možno, ne, ker pa je zelo veliko ljudi začutilo, da gre za več, ne, da gre za to, da so v temelju ogrožene neke vrednote, na podlagi katerih je Slovenija sploh nastala kot samostojna in vsaj formalno demokratična država. Je pa to nastalo ne samo množično, ampak tudi je pa tukaj nastalo ne samo množično, ampak tudi vztrajno gibanje. In to gibanje se ni zaključilo z to začasno odločbo Ustavnega sodišča, ne. To gibanje živi naprej. Včerajšnji protest je bil bolj množičen kot pa številni prej. Tudi zahteve so zelo jasno artikulirane. To gibanje bo trajalo in bo raslo in se bo krepilo, dokler ne bo prišlo do lustracije v sodstvu in do reforme sodstva. Zdaj, v nastopu pred Vrhovnim sodiščem, ko ste prišli pač iz zapora, ste rekli, da ste prebrali, ko ste bili v zaporu, da ste prebrali več krivičnih sodb, tudi za nekatere druge ljudi, ko ste pač imeli priložnost brati nekatere sodbe. Ja, glejte, zdaj, ko je prišel v javnost ta podatek, da je samo v zadnjih 10 letih, ne, bilo razveljavljenih več kot 600 sodb na Evropskem sodišču in na Ustavnem sodišču zaradi drastičnih kršitev Ustave oziroma človekovih pravic v Sloveniji, ne, več kot 600 v 10 letih, se pravi, več
60 na leto in da je pri tem sodelovalo, da je v seštevku 1000 sodnikov, nekateri po 20-krat. In so še vedno sodniki. In da je to mogoče, zdaj po statistiki, kakšna četrtina vseh krivičnih sodb, kajti mnogo sodb sploh ne pride do ustavnega sodišča, ker ljudem zmanjka volje ali pa denarja. Še manj sodb pride do Evropskega sodišča. Ker rabiš advokate, rabiš plačati stvari. In poleg tega je marsikdo zaradi vseh teh postopkov umre. Ker se nekateri postopki se vlečejo 10 let, človeka obsodijo, preden dokaže svoje nedolžnosti, je že bolan, močno bolan ali pa celo mrtev in pol trpi, trpijo še njegovi potomci zaradi takšne sodbe. Skratka, mene to ni presenetilo, in potem so zaporniki nosili svoje primere, se človek ne more verjeti. Vidiš sodbo, ker je nekdo obsojen na več, kot pa zakon predvideva za tisto kaznivo dejanje. Vidiš tam človeka, ki je star 80 let, Pavle Kodor, pa so ga, 3-4 mesece držali na zaprtem oddelku. Sobi še s 15 drugimi ujetniki, ima hudo bolezen. To je nečloveško. Zdaj, vi ste... Skratka, tukaj gre za nek izvrže, gre za neko kloako tega režima, ki se je nabralo v sodstvu, in to je zaradi tega, ker nihče ne odgovarja, ker pač izrekajo sodbe. Tukaj tudi ne gre samo za neko politično motiviranost ali pa za to, da bi v Murglah za vsako sodbo naročili, kako naj se napiše. Gre enostavno za pišme uhostvo, za slepoto pred trpljenjem so ljudi, za to, da se ljudi na sodiščih sploh ne obravnava kot ljudi, ampak se jih obravnava kot predmete. Marsikje vidijo, da gre za urgentni primer, pa odlašajo z odločitvijo. Vidijo, da gre recimo za človeka, ki ima mlado družino, pa ga pač drastično obsodijo na neke najhujše oblike zapora, čeprav so tudi druge možnosti in jih nekdo, ki pa v takšnem položaju ni, dobi. Skratka, gre za nek birokratski, brezčuten sistem, kjer so pošteni in normalni sodniki samo izjeme. Ni obratno, da gre za neke napakce, ampak gre za sistem, ki je pokvarjen. Višje gre instanca, večja je ta pokvarjenost in tisti pošteni posamezniki, ki so vmes, so ogroženi, če kdaj zastavijo besedo za to, da bi se sodilo pošteno in po zakonu. Kaj pa tožilstvo? Nekaj podobnega. In kako pa recimo odgovornost tožilcev doseči, mislim, za kakšen... Tako, da se izvaja. Kar se odgovornosti tiče, zakon ni prazen, vendar se to ne izvaja. Ker kako se bo pa izvajalo, če na vrhu sistema je generalni tožilec Fišer, ki je drastično kršil človekove pravice v bivšem režimu in je ravno zato postal generalni državni tožilec. Kako naj on izvaja potem sankcije nad nekom, ki je zagrešil manjšo napako, kot pa je on. Zdaj, če se malo vrne še vendarle na nekdanjega predsednika, on pravi, da je opozoril na porušen sistem med izvršilno in sodno vejo oblasti, kjer opaža tendenco, da se izvršilna oblast podreja sodno, zato je pri sodni reformi potrebno biti previden, saj gre za občutljiv sistem, pritisk in odločitev sodnikov pod pritiskom pa ne bodo dosegli pravega namena. Odprava trajnega mandata se mu zdi neprava odločitev. Še večjo vlogo pri odločanju bi podelil sodnemu svetu. Kaj pravite na to? To se že izvaja. To, kar je predsednik je pravil, da nima nobene moči, je govoril, če ste ga pravilno citirali, to je pred nekaj dnevi prišlo v obliki predlogov zakonov, ki naj bi se sprejemali po
skrajšanem postopku v državni zbor. Tako da nekatere čisto pravne pristojnosti, ki jih je zdaj imel minister za pravosodje, se prenašajo na gospoda Maslešo in tako naprej. Skratka, to, kar ste citirali, dokazuje, da to ujemanje, ne, ali pa delovanje na isti frekvenci, če že ne gre za neposredna navodila iz Murgel, ne, kar se sodstva tiče, deluje brez napak. Ne. To, kar si gospod Kučan zaželi, gospod Klemenčič predlaga v proceduro. Zdaj, vi, takoj, ko je pač vrhovno oziroma ustavno sodišče praktično zadržalo to izvajanje sodbe, so takoj omenili ovadbo oziroma obtožnico zoper vas v zvezi z, mislim, da s Trento. Kaj pravite? Mislim, to se pravi, da se ti sodni postopki nadaljujejo. Po drugi strani pa recimo, mislim, da ste bili zelo kritični do tega, da sodišče še zdaj ni obravnavalo vaše pritožbe v zvezi z ugotovitvami protikorupcijske komisije. Ne samo, da ni obravnavalo, krši lastne roke. Ker so rekli, da bo mi smo zahtevali, ja, že septembra, oktobra od Vrhovnega sodišča, ki je enkrat že razveljavilo, pa je nižje sodišče, Celjsko upravno sodišče, ponovno zavrnilo pritožbo. Smo zahtevali vsaj nek časovnik, da bodo absolutno prednostno zadevo obravnavali. In so potem nam sporočili, da se zadeva res obravnava absolutno prednostno in da bo odločeno v decembru lanskega leta. Zdaj december je mimo, nič ni bilo odločeno. Pa gre za zadevo, ki je maja na mizi že od marca leta 2013 in ki se obravnava absolutno prednostno, zaradi katere je, vsaj tako pravijo, padla vlada, je imela zelo velike posledice. Gre za zelo enostavno stvar. Enkrat so že odločili na Vrhovnem sodišču o njej, pa se namerno zavlačuje. Ne. To je čisto norčevanje iz ljudi. Ne. Čisto norčevanje. Pa mislite, da... Tudi ostali postopki, ja. Gledajte, sej, to ni drugi ali pa tretji. Ne. To je 160. postopek, ki so ga sprožili, ali pa 165, ki so ga sprožili proti meni v zadnjih 30 letih. Stalno. Zakaj mislite, ker in čisto vsi so padli, ne, ja. Na koncu. Niti eden ni imel soli. A se bojijo, da boste pač ponovno prevzeli vlado in izvršilno oblast? Ne, bojijo se, da Slovenska demokratska stranka na volitvah dobila toliko glasov, da bo lahko nadaljevala uspešno politiko upravljanja z državo, kot se je to že izkazalo. Ne. Sej, razen v kulturnem boju, ta rdeča mafija pri nas ni zmagala še nikjer. Ne. Zdaj, pri državotvornosti smo jo premagali. Premagali smo jo pri upravljanju z državo. To je popolnoma jasno, kdo je imel bistveno boljše rezultate pri umeščanju Slovenije v mednarodni prostor. Ne. Predsedovanje Slovenije Evropske unije je vzorčen primer tega. Ne. Ene zahvale za to nismo dobili. En sam človek pa je velik del slovenske administracije zelo dobro delal takrat. Od nobenega predsednika republike za tisti projekt ni bil odlikovan. Odlikovanje se talejo za vse živo, za nekaj, po čemer je Slovenija postala prepoznavna. Ene same piškove medalje nihče ni dobil. Ne. Tako da, gledajte, edino, v čemer so zmagali, je kulturni boj. In to na podlagi teze, ki so jo vsilili na nasprotni strani in ki so jo vse skozi vsiljevali tudi nam, češ ne se ukvarjati s preteklostjo. Kdor se ukvarja s preteklostjo, volivci to ne marajo, boste izgubili in tako naprej. Slovenska demokratska stranka je edina, ki ni nasedla popolnoma, pa včasih tudi preveč, ne, na to tezo. In vsi tisti, ki so pa nasedli, pa jih pa danes ni več. Ne. Recimo stranka, ki je prva začela, stranka demokratičnega izvora, recimo Slovenska ljudska stranka, ki je prva začela govoriti, da je slovenska pomlad mrtva, pa da njih preteklost ne zanima,
čeprav večina problemov, s katerimi se danes soočamo, korenini ravno te preteklosti, danes ni več v parlamentu, ne. Kar je velika škoda, ne. Zdaj, ti dosežeš, kot je rekel že Sun Tzu, dvojno zmago, ne, če nasprotnika, ki ga napadeš, prepričaš, da se mu ne splača braniti. Mislite, da ima kakšno možnost, recimo pod gospodom Zidaniškom, da se vrne v parlament ta stranka? Jaz mislim, da nikakršne. Žal. Bila je pa v bistvu zanimiv kongres, ne, v bistvu, ne, tako, ki je bil tudi zanimiv, predvsem v tem spopadu nekaterih mlajših ljudi, ki so hoteli, ki so želeli kandidirati za predsednika stranke, ne, mislim, gospod Medved pa nekateri. Glejte, edina možnost za Slovensko ljudsko stranko, tudi za Novo Slovenijo, kar se tiče naslednjih volitev, da pride v parlament z nekim spodobnim rezultatom, je, da se obnovi sodelovanje, kot smo ga uspeli vzpostaviti leta 2004. Takrat so vse stranke dobile več, ne, nobena ni izgubila na račun druge zaradi sodelovanja, nobena se ni bala, da pa zdaj v senci nekoga. In ljudje so spet dobili zaupanje in so šli na volitve, ne. Zdaj pa veliko teh ljudi, ki je včasih volilo Slovensko ljudsko stranko, niti ne bo volilo nas, ampak bo ostalo doma. Ne. Nekateri bodo mogoče iskali kakšne druge variante. Pri Novi Sloveniji bo pa podobno, ne. Zdaj, leta 2000 je del te situacije rešil Andrej Bajuk, ne, ki je ustanovil Novo Slovenijo, drugače bi bil takrat pokop krščanske demokracije popoln. Ne. On je to rešil, zdaj nekega Andreja Bajuka žal ni na vidiku, ne. Ali pa se preveč skriva, če kje obstaja. Tako da edina šansa je pač v tem sodelovanju. Dvomim pa, da so ljudje, ki so na čelu teh dveh strank danes, sploh sposobni doumeti to situacijo in možnost. Ne. In bodo do teh spoznanj prišli šele potem, ko bo prepozno. In takrat bodo tudi tisti prišepetovalci, ki so zdaj zraven in jim svetujejo napačno pot, naenkrat odšli in se bodo pojavili drugje. Zdaj, mogoče še za konec. Zakaj mislite, da v Sloveniji recimo ni možna neka taka koalicija, kot je recimo, kaj jaz vem, kot jo imamo v Nemčiji ali pa v Avstriji, recimo, ne, rdeče-črne koalicije, če tako rečem, ne, ker enkrat bi morala v bistvu mogoče, mislite, da je... Zato, ker pri nas nimamo takšne rdeče stranke, ne, kot so socialdemokrati v Nemčiji ali pa socialisti v Avstriji. Pri nas imamo še vedno krvavo rdečo levico, ne, ki nek svoj kredo vleče iz trupel. Ko bodo opravili s to preteklostjo, potem se bodo sposobni tudi dogovarjati, ne. Mi smo jim vedno ponujali koalicije in so jih vedno zavračali, ne. In zavračali so jih ravno zaradi tega, ker niso rdeči, ampak so krvavo rdeči. Škoda, ne. Če bi imeli normalno socialno demokracijo, bi verjetno... Ja, ampak glejte, botri niso pustili, da se razvije. Sej, kot sem rekel, pod Pahorjem so socialdemokrati, oziroma to, kar se imenuje socialdemokratska stranka, nekaj časa obetali, ne. Tudi on je dajal tak vtis, ne, na veliko blefiral, ne. In so mu pustili leta 2008 zato, da so dobili zmagovit rezultat, ne. Ampak ta zmagovit rezultat je nastal tako, da je ozadje reklo volivcem, ne, zdaj pa se voli to stranko, ne. Naslednje leto so pa rekli, volite Jankovića. Lani so rekli, volite Cerarja, ne. In so prelili tiste glasove ljudi, ki nimajo vrednot, ampak imajo neko, rekel, krvavo rdečo prepričanje in temu pač sledijo, ne. Niso pustili, ne. Botri niso pustili, da bi se v Sloveniji razvila normalna socialdemokracija in tudi to, kar je ostalo, ne, po odhodu Pahorja v SD-ju, je očitno zaradi teh evropskih povezav, ki vendarle delujejo, seveda tudi na nacionalnem prostoru, postalo preveč normalno zanje, ne. Zato so karte stavili na
oziroma zato zdaj karte stavijo na Združeno levico in na Desus, na dva ekstrema, ki v Evropi nimata resnih podaljškov. Dobro, jaz bi se vam seveda na tej točki zahvalil za, bi rekel, zelo zanimivo analizo, izčrpen intervju. Mogoče bi sam za konec vprašal, če smo že začela s knjigo, ste tako mirni tudi zaradi tega, ker imate kakšen projekt v tem trenutku, v bistvu, za katerega ne vemo, v bistvu, mogoče rad? Projekt, če misle Knjigo, knjižni projekt, knjižnih projektov imam kar nekaj. Ne. Poleg tega, da se lotevam pač nadaljevanja Norveškega kraljestva, drugega dela, kjer pač nekaj elementov že imam napisanih, pa tudi nekaj študij me tukaj še čaka. Končujem knjigo, ki sem jo tudi v veliki meri uspel spraviti skupaj v zaporu, to je predsedovanje. Enkrat ne upam si točno napovedati, ampak do polovice leta bo zunaj tudi knjiga o predsedovanju. Dobro. Seveda vam želim veliko uspehov pri pisanju knjige. Mislim na predsedovanje Evropske unije. Predsedovanje, vem, katero predsedovanje bi. Jaz bi se vam seveda zahvalil na tej točki za to, ker ste bili gost nocojšnjega vročega stola. Spoštovanim gledalkam in gledalcem pa se tudi zahvaljujem za pozornost in hvala lepa in lahko noč.